Imam določeno idealno stranko, ampak imam občutek, da je še vedno ne nagovarjam pravilno. To vprašanje in veliko zelo podobnih na to tematiko dobivam kar precej pogosto. Zato sem se danes odločila, da ti posnamem kar podcast, odgovorim na vprašanja in ti dam eno ali pa dve idejo, kako naprej. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moji poslovni poti in še in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to spletno stranjo ali brandom, ki boste avtomatsko pridobivala nove stranke ali za avtomatizacijo poslovnih procesov. Podjetnikom oziroma podjetnicam se velikokrat zdi, da imajo določeno idealno stranko, ampak se velikokrat zgodi, da postavitev te idealne stranke v bistvu ni okej. To se običajno pokaže v tem, da ta idealna stranka obstaja le bolj v njihovih mislih, tako en približek oziroma nekaj na hitro narejeno. Ampak, če želiš imeti res dobro postavljeno idealno stranko, moraš v globino. Poznati moraš njeno življenje, s čim se ukvarja, kaj so njene težave, kaj ji je všeč, kaj ni všeč in tako naprej. In seveda to ne pomeni, da potrebuješ ure in ure dela, le idealna stranka mora biti postavljena po enem takem pravem sistemu. Zdaj, ko je namreč res dobro poznaš to svojo idealno stranko, ti je tudi kristalno jasno, kakšne besede uporablja, kako se ji lahko približaš in predvsem, kako ji lahko najboljše pomagaš. Na drugi strani pa je tudi veliko podjetnikov in sicer imajo eno tako dobro postavljeno svojo idealno stranko, nastane pa problem, ko se javno izpostavijo. Naprimer, naredijo objavo za družabna omrežja in je ta objava ali je tako sama sebi namen in v ozadju nima nekega določenega cilja oziroma strategije, ali pa je napisana tako sterilno, da se ne dotakne v bistvu žive duše. Lahko pa je problem tudi v nagovarjanju preširokega občinstva. Če morda želiš nagovoriti vse in to izvira čisto iz tvoje dobrote, ker pač tvoja ponudba rešuje problem recimo ene take širše množice ljudi, te v tem primeru, ko nagovarjaš vse, v resnici nihče ne bo slišal. Zato je zelo pomembno, da ko resnično poznaš svojo idealno stranko, se ji približaš na nivoju, na katerem se nahaja. Uporabiš besede, katero uporablja ta tvoja idealna stranka in uporabiš primere in težave, ki jih ima. Zdaj, če želiš narediti še korak naprej in si lahko celo sproti zapisuješ probleme, ki jih ima tvoja idealna stranka in tudi besede, ki jih uporablja pri opisu teh problemov. Tako si v bistvu ustvariš en taki dokument, ki ga v pisanju naslednjih vsebin lahko takoj uporabiš. Evo, ti dam en taki primer, da bo še bolj jasno. Vzamemo za primer fitness trenerko, ki je fokusirana na hujšanje za ženske med 30 in pa recimo 50 let. Zdaj, če se vživimo v to trenerko in želimo napisati objavo za Facebook, na prvo žogo bi najbrž pisali bolj take strokovne vsebine in uporabili besede kot so izguba odvečne teže, prekomerna teža ali še kakšen druge taki precej sterilen izraz, ki verjetno ga tvoja idealna stranka ne uporablja. Zdaj, če samo pomisliš, katere besede uporabljamo oziroma uporabljajo ženske, ki želijo shujšati, so najbrž to bolj izrazi, da sem predebela, ali pa sem debela, ali pa hočem shujšati in ne izrazi, kot so imam prekomerno telesno težo, želim izgubiti odvečno telesno težo in tako naprej. Okay? Mislim, da razumeš. Zdaj, če se ta fitness trenerka zdaj res želi približati svoji idealni stranki in ji dati občutek, da jih razume, potem je super, da začne bolj spremljati njihovo resnične probleme in katere besede te stranke v resnici uporabljajo pri opisovanju teh svojih problemov. In to takrat, ko so same, ko se pogovarjajo s prijateljicami ali pa bližnjimi, torej njihov naravni jezik.
In seveda to ne mislim, da bi koga potem žalila, le uporabila bi besede, ki so domače njeni idealni stranki in se tako lahko veliko hitreje približa in poveča verjetnost, da jo bodo te idealne stranke tudi slišale. Pa tudi odnos in zaupanje se zgradi veliko hitreje. Zdaj, če imaš težavo, da svojih idealnih strank ne nagovarjaš na prav način, potem ti svetujem, da si narediš dokument in si bolj pozoren oziroma pozorna na izraze, ki jih uporablja tvoja idealna stranka. Vse to si pa sproti zapisuj. Torej, točno te izraze si zapisuj. In to so lahko izrazi, ki so uporabljeni na družabnih omrežjih ali pa mogoče dobiš v kakem mailu, kakšen odgovor, ko se pogovarjaš preko maila, mogoče v pogovoru s svojimi strankami, če delaš 1 na 1, mogoče na intervjujih in tako naprej. Zraven tega pa ti svetujem tudi, da se osvobodiš in se začneš izražati avtentično, kot pravi oziroma prava ti. V bistvu ni nobene potrebe, da poslušaš vsa pravila, kako bi bilo treba, kaj se ne smeš, kaj se moraš in tako naprej. Zdaj, kako se moraš izražati in kako ne. Kako poetično mora biti tvoje vsebine in tako naprej. Običajno je preprost jezik in povedano na enostaven način tisto, ki ga tvoje idealne stranke najbolj razumejo in tudi potrebujejo. Me pa zanima, imaš tudi ti problem in boš več pozornosti dal oziroma dala na te izraze, ki jih uporablja tvoja idealna stranka? Zapiši spodaj v komentar ali mi piši na družabnih omrežjih. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.